A to prije pa vse skupaj zapakirano, ta Tole pride kanistrček z vsem tem. Tako. Tlele je še en poklopac, ki ga snamete iz teh dveh odprtin. Ga ne zavržete, ker je gor na poklopcu, je tudi čep za tole linijo. Se pravi, tole je en zelen poklopac. Tole je vse to. In zdaj, če boste aparat sestavili vnaprej, pa otroka še ne boste imeli, pol tole prosto visi in služba za kontrolo okužb ima vedno vprašanje, kaj pa tole, zakaj pa to ni pokrit. Ja, tako kot na unem, ne, kar imamo pripravljeno. Tako, Enako. tako. Čisto isto, kakor naredite po Fisher Pipeu. Ja. Tole ste vi utrgali iz tega dela, kle je bil en moder poklopac, Okej. pa ste to sneli in tam gor je bil tudi ta čep in ste ga vi očitno utrgali, pa ste samo čep pustili. Tisti čep vzamete tu iz posodice dol, ga pustite na temle, na liniji za vodo. In ima še obešalo, tako da se tisto temno zeleno si lahko tule obeste, da lepo čaka. Ni treba lepiti. Okay. Pa vzamete najprej vlažilno posodico. Najlažje pri tem vlažilcu je delati z eno roko. Tole je odmičnik. Se pravi, pri sosednjem vlažilcu vlažilno komoro potisnemo, da damo to dol, pa noter potisnete. Pri tem vlažilcu se pa od zadaj posodico da not. Se pravi, pridem blizu in če tole posnamete tule, to je na fedrih, to je na vzmeti. Z robom posode moram priti pod tisti plastičen rob. Najlažje je z eno roko, ker potisnem, pa grem pa sam dol, da naredi klik. Ta klik moram slišati. Da dobim posodico ven, je tule prostor za prst, umaknem, pa imam posodico v roki. Se pravi, ena roka, najprej prvi del pod rob in samo kliknem dol. Ker je sestavljen iz kratke pa iz dolge cevi. Kratka cev ne gre drugače, ne paše, paše. In obratno, paše. Tule bi načeloma lahko naredili tudi na oba gre, ampak na enem imate oznako in, se pravi noter. Razlog je pa samo v tem, da je na tej strani noter en difuzor, če bi dve osebi delali hkrati in nekdo vklop že aparat močno pihne in vas stušira. Zato je na tem en tak difuzor, ki preprečuje, da bi curk vode ven špricnil. Se pravi, grem noter na in, na out je tudi pacient narisan, se pravi, nadaljujem z dolgo cevjo. Spet ta priključek ne bo v redu, ta priključek pa je. Evo. Se pravi, edina razlika high flowa proti CPAP-u je, da pri CPAP-u bomo ustvarjali tlak, zato ga moramo tudi meriti. In tale cevka služi meritvi tlaka. Kar pomeni, da tudi na aparatu obstaja nek priključek, proksimalni tlak pri pacientu. Takole imate sistem sestavljen, kabli. Rumen vtič, rumena vtičnica, nežnost, vrtite, dokler ne pade noter. Če dobro vidite, utor je narisan in tole je utor, pa zadamete. Zelena mora pasati nekam na zelen konektor in to je ta. Spet tule je narisan utor in tule je utor. Če ne vidim dobro, pridem nežno zraven, vrtim, dokler ne pade noter. Pol, ker ste zverzirani, lahko dihalen sistem smo takole sestavili, pa greste od ozadja, da nimate problemov s kablom. Vrtim, dokler ne zadanem. Isto še s termometrom, modri vtikač, modra vtičnica, to meri temperaturo na dveh koncih. Termometer je v kontaktu s plini. Tale kabel je samo električen kabel. Se pravi, ta pa je v kontaktu, zato ga prebrišem z alkoholnim robčkom in potem ustavim ta, ki je dlje, ta meri temperaturo pri otroku, se pravi, ustavim samo. Tukaj je pa še en termometer, vse vam je to zelo poznano že iz vašega. Spet obrišem, kje pa je tukaj odprtina in jo vidite, da je tule. Se pravi, tole noter. Pri temule vlažilcu
je kabel najlažje vtakniti tako, da ga malo zavrtim. Tam imate en tak V izrez, pa ga morate samo potisniti, tukaj ga je pa najlažje majčkeno zavrteti. Tole še enkrat razložimo, ker je pomemben del. Cevi so ogrevane, zato da preprečujejo, da bi vodna para kondenzirala. Zadnji del cevi pa ni ogrevan, kar pomeni, da je tole narejen za inkubator. Termometer v inkubator ne sme iti, ker če ne bo narobe meril temperaturo. Ne bo meril temperaturo plina, ampak bo zmeril temperaturo inkubatorja. Kar pomeni, da če ste na radialni posteljici s sevalnim grelcem, pol tega dela ne rabite. Prav? Če boste na teli misci, vam bo v neogretem delu cevi bo kondenziralo in tukaj bo tekla voda in bo tekla direktno v otroka. Če greste na posteljico, pol tale del samo odstranite. Si ga pospravite ali pa završite, če veste, da ne bo šel otrok v inkubator. In gre tole direktno, termometer gre do posteljice. Prav s tem smo hladen del cevi odstranili. Ja. Se pravi, si predstavljate v inkubatorju, pa je že ta termometer, ne sme imeti noter, zato gre vratca inkubatorja so tu. Tole imate pa v inkubatorju. Noter je pa že toplo, zato vam ne kondenzira. Evo, kisik celica se nam je skalibrirala, se pravi, če bi delali CPAP, damo gor še generator za CPAP, ne moramo zgrešati, oska debela, samo v eni smeri gre. Takole. Zdaj pa, tole smo skalibrirali, gremo na exit. Smo rekli, da drug test je pa leak test. Test puščanja. Priključite oba plina, gledajte, da imate dihalni sistem in generator tlaka, se pravi tole. Priključite nosni kateter ali nosno maskico in jo zatesnite. Block nasal cannula or nasal mask. Zato smo takrat rekli, da v setu s tem generatorjem imate že 3 nosne vstavke. Tiste velikosti, ki jo ne rabite, jo uporabite za test. Recimo tole je najmanjša, upam, da takih otrok ne boste imeli. Vzamem ta najmanjšo in jo s prstom poklopim, to je čisti silikon, da zatesnim. Prav, zakaj to uporabljamo? Ker če bi s prstom zatesnil, so tu zareze, ki puščajo. Ne dopušča, da bi jaz to s prstom zaprl. Zato dam gor nosni nastavek, ki je pa lep silikon in ga samo poklopim, zatesnim. In aparat ve, da nekje rabi 8 litrov na minuto, da bo dosegel CPAP-a 5, 8, 9. Leak test pas, se pravi, lahko gremo ven. Exit. Aparat je pripravljen za uporabo. Tale generator ste že sestavili. V setu je bila tale cevka ločena. Se še spomnite, zakaj je? Po eni strani je zato, to so izdihani plini. Otrok vdahne po tej cevi, izdahne pa po drugi. In vam omogoča, da v inkubatorju izdih peljete ven iz inkubatorja, da CO2 ne zastaja v inkubatorju. Manj pomemben. Včasih pomaga že to, da malo utiša generator. Recimo CPAP, 4 cm vode, če preklopite cev za ekspiri, je pa malo tiše.